se tudi tebi pogosto ne dvigne. Nič za to, če se ti to zgodi tu in tam. To se zgodi marsikomu, nekaterim več, nekaterim manj. Ampak danes smo tukaj zato, da skupaj pogledamo, kakšne so možnosti, da pa izboljšamo delovanje našega orodja med nogami, za katerega si vsi želimo, da deluje optimalno in čim boljše. In ker za vsako težavo obstaja tudi rešitev, bomo pogledali nekaj izmed teh rešitev. Prva je tista, ko pač uporabljamo neka zdravila. Ampak to je domena zdravnikov, v to se ne bomo spuščali. Bomo pa pogledali druge dve, ki sta nam bolj dostopne in bolj zanimive. In kaj smo naredili prvo? Smo si šli ogledati v najstarejšo sex shop trgovino v bivši Jugoslaviji, ki obstaja že 30 let tukaj v Mariboru. Kaj imajo oni za dodati in priporočiti na področju tega? In prvo, kaj so nam dali, je to, vesoljski program Apollo, ki je priletel tukaj zdaj v moje roke. To je v bistvu ena taka pumpica. So rekli, gledajte, to je super zadeva. Tak, to se, ne vem točno, kako se to uporabi, ampak nekako se tu da gor in tu piše, da je to. Demonstrirali ne bomo. Trainer kit, s katerim pumpamo in dosežemo verjetno boljšo erekcijo. Potem so nam priporočili še razne pripomočke v smislu erotičnih vsebin, perila in tako dalje. Vse, kar nam dodatno stimulacijo omogoča in vzburjenje. Seveda je to drugi način. Tretji način, na katerega se pa jaz lahko rečem najbolj spoznam in vam lahko največ povem o njem, pa je, kaj lahko naredimo na področju prehrane in raznih manjših detajlov, ki bistveno popravijo in izboljšajo področje boljšega delovanja organa med našimi nogami. Evo, kaj lahko zaužijemo, da izboljšamo našo erektilno funkcijo? Prva na seznamu je granatno jabolko. Ne je granatna jabolka, ampak je granatno jabolko oziroma sok granatnega jabolka. Ta ima dokazane in nedokazane učinke delovanja, ampak deluje, to je bistveno. Nekje 2 deci na dan ga je treba popiti in super deluje za srce in za naš vitalni organ. Se pravi, vse, kar je dobro za srce, je dobro tudi za delovanje našega orodja. Druga stvar, ki je zelo pomembna in ne boste nikoli ganili, je pokovka. Evo, kokice. Jaz sem si kupil največji škaf kokic, zato da bo dosti arginina noter. Arginin je tista aminokislina, ki izboljša vasodilatacijo. To je v bistvu razširjenost naših drobnih kapilar, ki pač pripomorejo k erekciji. Tretja stvar, ki je zelo pomembna in je fajn vključiti v prehrano, je kvinoja. Kvinoja je v bistvu ena taka žitarica, ki se lahko uporablja tako kot riž, priloga k hrani, in kakor kokice vsebuje tudi zelo veliko arginina. In arginin, kot smo rekli, je prekurzor oziroma poviša raven dušikovega oksida v krvi in ta poviša vasodilatacijo, razširi kapilare. Kaj je še zanimivega? Evo, zdaj pa smo že pri nekaterih dodatkih. Tukaj imamo vitamin B12, ki se ga sicer nahaja največ v mesu. In vegetarijanci ga imajo ponavadi premalo, zaradi tega je pri njih zelo smiselno dodajati. Zelo dobro pa je tudi preveriti v krvi. Pa ne samo B12, ampak ko govorimo o erektilni disfunkciji, je zelo pomembna tudi raven naših hormonov. In vsekakor je smiselno tu pa tam pogledati razmerje med testosteronom, našim glavnim moškim spolnim hormonom, prostim testosteronom in ženskim hormonom estradiolom, ki je tisti najbolj dominanten ženski hormon, ki pa ga seveda moški tudi potrebujemo, ampak ta razmerja moramo imeti optimalna. Še ena stvar, zanimiva, ki jo vsi uporabljajo za pump, se pravi za pump na treningih, je citrulin. Citrulin je tudi ena zadeva, ki zelo izboljša vasodilatacijo in tega uporabljajo med treningi zato, da mišice bolj napumpajo. Vi, zdaj ko veste skrivnost, pa lahko citrulin uporabite zato, da napumpate še kaj drugega, se pravi vaše dvigalo.
Diže se šator. Samo probajte ga. Super deluje. Evo, na koncu pa je še vse v enem. Evo, Sex Bomb dodatek, ki pač vključuje razna zelišča, namenjena temu, da povečajo spolno, se pravi libido, da povečajo, izboljšajo prekrvavitev organov in pri tem pomagajo, da dosežete boljši učinek pri seksu. Ste vedeli, da ko jemo listnato zeleno zelenjavo, pojemo nitrate, ki se pretvorijo v nitrite in bakterije v naših ustih to pretvorijo v dušikov oksid. In dušikov oksid je nujen za dobre erekcije. Kaj pa je tisto, kar zelo škodi? To pa je ustna vodica. Ustna vodica pobija bakterije v naših ustih in če nimamo tistih, ki pretvarjajo nitrate, nitrite v dušikov oksid, ne bomo imeli dovolj dobrih erekcij. To je ena stvar. Druga pa je, da pazite s kolesarjenjem. Kolesarjenje je namreč tista kritična točka, kjer sedimo in stiskamo. Tako da, če že kolesarite, si nabavite vse dobre kolesarske hlače, ki bodo malo omehčale zadevo, stično točko med sedežem in našim vitalnim organom. Pa rekli smo še, da bomo povedali nekaj o tem, kakšne vaje delati ali pa kaj ne delati. Evo, tukaj pa imamo še zelo koristne vaje, zato so keglove vaje, če jih mogoče poznate. To je, ko treniramo mišice medeničnega dna, spravi stiskamo mišice, tiste, ki nadzorujejo, če veste, pač, ko greš lulat, ne, da lahko z njimi stisneš in zadržiš, da nehaš lulat, ne. To stisneš tak 30krat in počakaš, ne. Mogoče ni najbolj prijetno, ampak je zelo dobro in funkcionalno. Evo, tako, jaz sem zdaj to vse probal, vse sem pojedel, zadeve super funkcionirajo. Jaz bom zdaj kar poklical mojo Marjano. Halo Marjana, čuj, mi smo snemali video o pripomočkih za boljše delovanje orodja med nogami. Jaz sem se sprobal, da mi je taka sila že zdaj, da jaz kar prijem domov. Pusti zdaj kosilo, jaz prijem k tebi. 3 hours later. Malo moramo zdaj ohladiti mašinerijo, super deluje vse skupaj. Bilo je super. Tako da, ja, probajte, zadeve delujejo. Če vam je bil video všeč, ga všečkajte. Tukaj lahko sledite mi na mojem kanalu. Lahko si seveda ogledate tudi tukaj prejšnji video, ko smo govorili o zanimivi temi o prehrani. Ali spodaj kliknete na povezavo in sledite na Facebooku ali Instagramu.